Smo v obdobju ponovnega širjenja respiratornih okužb, konkretno respiratornega sincicijskega virusa, ki prizadene predvsem najmlajše malčke. Kakšna so vaša epidemiološka opažanja, kako je z bolevnostjo v tem letu in kakšna je ta v primerjavi z minulim obdobjem, s preteklimi leti? Ja, prav ste povzeli, resnično smo v obdobju ponovnega naraščanja tudi drugih viroz, kar je zato ta del leta, september, ko se ponovno začne šola, ko se bolj napolnijo vrtci, pravzaprav dokaj običajno. Običajno je, da se poveča število respiratornih okužb, običajno najprej zaznamo kroženje rinovirusa, to je virusa, ki povzroča običajen prehlad, in tudi zdaj ga je kar veliko. Je pa manjše presenečenje, da se je tako zelo zgodaj začel širiti, in to dokaj intenzivno širiti, respiratorni sincicijski virus. Lahko pa rečemo, da po svoje tudi ni presenečenje, saj se v lanskem letu, ko šole in vrtcev ni bilo preko zimskega obdobja, ker je to obdobje respiratornega sincicijskega virusa oziroma sezone, virus ni krožil, zato je kar veliko sprejemljivih otrok, malce večjih, posebej pa zdaj teh, ki so bili rojeni v letu 2021. Sezona je presenetljivo zgodna, ne samo pri nas, tudi drugod v Evropi. Kako bo potekala, pa precej težko napovemo. Upajmo, da ne bo predolga in da ne bo preveč obsežna. Saj majhnim otrokom povzroča ta virus lahko kar precejšnje težave, zahteva zdravljenje in v bolnišnici, ki ni vedno kratko. Tako da je nekako najbolj modro, da smo posebej pri zelo majhnih dojenčkih, novorojenčkih, skrajno previdni, in če imamo novorojenčka v družini, se izogibamo stikov z nekom, ki je prehlajen, kašlja, skratka ima neko respiratorno simptomatiko. Pa je mogoče tu iskati kakršnokoli povezanost, pogojenost tudi s širjenjem trenutno aktualnega novega koronavirusa, vendarle v obeh primerih govorimo o nalezljivih boleznih? No, na posreden način že, zato ker je novi koronavirus spremenil naš način življenja, nas nekoliko razmaknil, odmaknil, ukrepi so preprečili pravzaprav lansko sezono gripe in sezono respiratornega sincicijskega virusa, in na ta način je bilo vplivano na prekuževanje z temi običajnimi respiratornimi virusi, zato skratka imamo zelo, zelo velik del teh otrok, ki so za virus sprejemljivi, kar pomeni, da se bojo pač morali prekužiti, in glede na to, da so šole in vrtci odprti in bo tako verjetno tudi ostalo, se bojo virusi tej respiratorni najbrž kar intenzivno širili pri nas in drugod po svetu. Kakšna pa so, če se morda navežem še na gripo, predvidevanja glede njene pojavnosti v letošnji zimi in kasneje tudi v zgodnjem spomladanskem obdobju? Lanska sezona, se pravi sezona 2021, je bila res izjemna. Gripe enostavno ni bilo, kar spet ni nobeno presenečenje, zaradi ukrepov je ni bilo. Kaj bo pa letos, je pa res težko napovedati. Nekateri so nekoliko bolj črnogledi, seveda je vprašanje, če se bo ta intenzivnost in tak obseg res dejansko dogodil. Kaj pa opažamo v zadnjih tednih, pa je, da se pojavljajo po dolgem času primeri, posamezni na srečo še gripe v našem, nam bližnjem, se pravi evropskem prostoru.